razvoj, gospod Ili Rezno povedal, da Desus več ne bo sodeloval v takih pogovore, se pravi brez opozicije. Spravi, ste zdaj brez Desusa ali je Desus zraven? To je prvo vprašanje, drugo vprašanje, pa kaj mislite si o predlogu Lipe, nepovezanih poslancev v njihovem predlogu o ustanovitvi pokrajin, predlagal 6 pokrajin, včeraj so odložili. No, pogledajte, če je delno jasno govoril, sem bil tudi na odboru za lokalno samoupravo, regionalni razvoj. Desus je sodeloval na odboru in koalicije, ko govorimo o koaliciji, govorim seveda o koaliciji 4 koalicijskih strank. Kolegi iz Desusa so imeli pač nekaj pomislekov okrog tega, ne? Pa vendar, ko je minister razložil in ko smo seveda tudi ostali, se pogovarjali o tem, koliko usklajevanja je bilo skupaj z opozicijo, ne? Skoraj več kot z koalicijo, ne? In da se je tisto, kar je predlagala opozicija, ne samo upoštevalo že v usklajevanju zakonodaje, ampak tudi sedaj v amandmajski obliki, ne? Seveda Desus ne rabi imeti nobene slabe vesti in zato je potem tudi kolega Ili Rezman sodeloval na seji, seveda tako verjamem, da bo tudi naprej. Res pa je, da so rekli, da ne bodo torej aktivno na ta način, da bi tudi sami vlagali kakšne amandmaje in takšne stvari. Jaz sem že prej povedal, ne, da ko vzamejo za argumente, ne, da se ni upoštevala stroka, mislim, je milo rečeno neumnost. Ne. Ko vzamejo za argument, ne, da je bilo premalo komuniciranja med koalicijo in opozicijo, ne, mislim, je neumnost, ne, ker smo njihove amandmaje sprejeli in oni niso bili prisotni, da bi vsaj zagovarjali. Skratka, ko govorijo, ne, o nekaterih boljših predlogih, ne, pa nič ne povedo, kaj ne, potem se pa res nimaš po čem pogovarjati okrog tega. No, kar se pa tiče Lipe, bom pa takole povedal. Veste, tako kot sem že rekel, ne, spomnite se leta 96 nazaj. Liberalna demokracija, Združena lista nikoli ni imela namena vrniti tistim, ki so vlagali v javno telekomunikacijsko omrežje. Prvič. Drugič, Liberalna demokracija in Združena lista nikoli nista imela namena ustanavljati oziroma podpreti večjih število manjših občin, razen tam, kjer so imeli parcialni interes, ala razbitje Solčave. Tako tudi nimajo nobenega interesa ustanoviti pokrajin. Kar se pa tiče Lipe in zares, pa je skoraj škoda zgubljati besede, ker so se pač vedno, bom rekel, postavili na neko stran, ki jim je v nekem določenem trenutku za njih zadostovala in pogajala. Tako tudi SNS, kot sedaj izgleda, da bo pač Lipa, ker je iz istega gnezda. Pa ste ta predlog od Lipe že pregledali, na primer, mi smo ga že pregledali in v bistvu se z njim ne strinjamo, ne zares ne, za bistvu se mi še ne strinjamo. Zdaj me zanima, kaj je vaša stranka pravi. Glede, politična realnost in najbolje za to državo, poleg politične realnosti in najbolje za to državo je ustanovitev 14 pokrajin. Tako kot je kolega Srečko rekel, kdo od poslancev bi se kateri od pokrajin odpovedal, pa ne gre za poslance, da se odpovedal, zarek za tem stoji, lepo vas prosim, neko govorijo, da ni interesa javnosti. Obe združenji, državni svet, 86% občinskih svetov, župani, to so predstavniki koga? Ja, ljudstva, ljudje so jih izvolili. In seveda tudi sami, torej državljanke in državljani stojijo. Torej ne, to od Lipe, strani Lipe je popolnoma neresno in se niti ne mislimo s tem ukvarjati, ker bi bilo škoda časa. Še eno vprašanje, če se eno splošno vprašanje, se malo vrnemo na ustanavljanje občin. V času socializma smo imeli 60 občin. 64. Tako, no. Potem je prišlo do te reforme, jih je ratalo bistveno več in potem vsako leto se je še kakšna razbila, novo ustanovila. Zdaj imamo mi tukaj predlog 14 pokrajin. A se vam ne zdi, da bi to verjetno, če bi se to realiziralo,
da bi v parih let se še kakšna razbila, kakšna dodala in bi imeli na koncu res bistveno preveč. Enostavno to ni možno, ker se pokrajine ustanavljajo z dvotretjinsko večino v državnem zboru, občine pa z navadno večino. Mažek vest, ampak recimo, ko pravite, da državljani podpirajo ustanovitev teh 14 pokrajin, Zasavsko-Kamniška regija, jaz ne vem, ni nekega navdušenja. 30 km razlike vmes, tu se mi zdi, da je bolj nenavdušenje med dvema županoma. Ampak tudi ljudje niso glih navdušeni, no? Ker glih iz tega konca prihajam. Če je to res in če bi to bilo res, kaj vi pravite, imajo v skladu z zakonodajo možnost prav ti se odločati o tem, kateri regiji želijo biti. Občine, ki so na robovi. Torej, nič ni, veste, zacementirano, nič ni narejeno tako, ne, da bi rekli samo, to je edina resnica. Imate prav, imajo to možnost. So predvideli. Kaj naj zdaj vlada ponudi opoziciji, da se vendarle to realizira, da pride do pokrajinske zakonodaje? Vemo, 2/3 rabite, nekje bo to mogli popustiti, verjetno. Čokoladno torto. No, mislim, da je bilo resno postavljeno vprašanje. Najbrž si lahko odkrito povemo, ne, da ob tem, kar je bilo že rečeno, je očitno, da je pač prevladala ocena na strani opozicije, da bi se jim to politično ne izšlo, oziroma da bi politične točke, ki bi eventualno tisti, ki je bil nekako motor, gonilo teh sprememb, dobil preveč političnih točk, če bi se to zgodilo. Najbrž, da ni spremembe, ki bi jo danes lahko njim ponudili, ki bi bila potem za njih 100% sprejemljiva. Ravno zaradi tega, kar sem prej rekel. Kar pa se mi ne zdi dobro za državo, za razvoj pokrajine. In seveda, sila težko bo potem nekomu pojesti lastne besede, ko bo enkrat mogoče sam v situaciji, ko bi želel postaviti pokrajine in bo moral predlagati praktično enak predlog, kot ga pa imamo danes na mizi. Tako da, ne vem, če sem vam odgovoril 100% na vprašanje, ampak mislim, da je tu srž problema, da ni želje, ne glede kakršnakoli zakonodaja bi že bila. Jaz bi še samo toliko temu dodal, vi ste me vprašali, kaj naj bi koalicija njim ponudila. Torej, ne gre za to, da bi koalicija opozicije karkoli ponujala in karkoli trgovala. Ampak edino ta koalicija do sedaj to zakonodajo pripravlja. 6 zakonov. In ne, da smo opoziciji ponudili čokoladno torto, ampak državljankam in državljanov boljši razvoj, regionalni, skladnejši razvoj. Opozicija, s tem, ko je pa to zavrnila, je pa sama sebi dvignila dejansko rdeči karton na naslednjih volitvah in to državljanke in državljani vidijo. In to bodo, zato sem jaz prej, bom rekel, mogoče malo ostro razmišljal, ampak resno mislim. Poslanci in poslanki, ki so taki način izigrali zaupanje volivk in volivcev, si skoraj drugega, a pa bi človek celo pričakoval, da ko prespiš in se zaveš, kaj si naredil, da boš rekel, no ja, šel sem čez rob, na drugi strani padal sem dol, izvolite, ne pridejo naslednji, ki so še dovolj kredibilni. Še mogoče to, kaj bistvenega več ni mogoče ponuditi. Mi smo opoziciji ponudili več, kot je bila sama pripravljena v dolgih mandatih predtem storiti, se pravi komplet zakonodaje. To, kar še lahko mi naredimo, je, da se potrudimo, pa damo maksimalno vse od sebe, da se ta zakonodaja sprejme. Nosimo pač težo teh 49 glasov in tudi odgovornost sorazmerno temu.
če pa nekateri, ki so z figo v žepu spremembe ustave, dejansko nočejo teh pokrajin, pa bodo seveda temu primerno tudi od tistih, ki si jih želijo in teh je večina v Sloveniji, verjetno deležni tudi ustrezne podpore ali pa ne podpore.